Thank you, Katalin, for this warm welcome. You're a great climber. I'm glad we met also on other summits, but I also congratulate you for having the, I think, major word for organizing this summit, fourth demographic summit. Thank you also to Prime Minister Viktor Orban for hosting us here today. Excellencies, Presidents, Vice President, religious leaders, ladies and gentlemen, the European Union is currently debating the future of Europe. It's quite ambitious title for this debate, and I think that this gathering today is one of the most important pieces of this debate, because we are debating the crucial issue, the crucial problem. Saj to je zelo pomembno vprašanje in tudi problem, ki je pred celo Evropo, ne samo pred Evropo, ampak tudi pred nami. Tako da hvala, da me poslušate, da se ukvarjate s tem vprašanjem in trenutno ni dežele na tem svetu, ki ne bi bilo odvisno od demografskih vprašanj. Nekateri so na eni strani, nekateri na drugi strani, ampak Evropa se nahaja na negativni strani demografskih vprašanj. Demografske vprašanja se nanašajo na davkarije, na šole, na gospodarstvo, na zdravstvo. In del te problematike se pogovarjamo tudi o Evropi. Vemo, da bilanca je jasna, če ni potrošnikov, potem, če ni dijakov, ni šol, če ni strank, ni podjetij, ne moramo iti samo prav vasi, držav. Torej, vse je v samem človeku. In marsikje je vedno manj ljudi, kar je čisto jasna tendenca. Dejansko imamo slona v sobi in gre za ogromen problem, ki ga ne smemo prezreti. Vsi govorijo o človeškem kapitalu. To je zelo pomembna fraza in je pomembno vprašanje v zadnjih desetletjih. Brez ljudi ni človeškega kapitala. Demografija je torej ogromna problematika, ki govori tudi o prihodnosti naših držav. In lahko rečemo, da tudi država ne more obstati brez človeka, brez ljudi. Vsi vemo, da če ima kdo otroka ali ne, to je zelo osebno vprašanje. To, da imamo enega otroka ali 3 otroke, to gre tudi za osebno izbiro, to so dejstva, ki morajo ostati dejstva. Lahko pa rečemo, da je ogromno takih mladih, ki bi radi imeli več otrok, pa ne morejo imeti več otrok, deloma zato, ker nimajo službe, deloma zato, ker mogoče nimajo kje živeti. Včasih pa je to posledica več različnih dejavnikov. Tako da moramo olajšati otrokom, da ustvarijo svoje družine. Moramo podpreti družine, tako kot je podpredsednik Pence povedal, v ospredju morajo biti družine, ker družine so jedro države, jedro družbe, jedro močne družbe. In v močnih družbah so tudi otroci bolj srečni in imajo več možnosti, da imajo uspeh v svojem življenju. Moramo podpreti otroke in prav tako družine.
Matere so tiste, ki vzgojijo naslednjo generacijo. Matere in očetje delijo poslanstvo družin. Vemo pa, da so pravi junakinje matere, ki zelo zgodaj vstajajo in pozno gredo spat zaradi obilice dela. Torej, matere so tiste, ki nas podprejo, ki upoštevajo naše odločitve. Spoštovane gospe in gospodje, več desetletij je to že problem v Evropi. Od leta 1950 je delež rojstva vse do 70% upadlo. To je kriza, ki jo prepoznava tudi liberalna medija. Tudi Ekonomist je letos aprila objavil članek, da v nobeni evropski državi se ne rodi dovolj otrok, da bi lahko te države stabilno obdržali število prebivalstva, saj bi rabili 1,6 otrok na družino, da bi lahko bilo to mogoče. V Združenih državah je rodnost 1,4-odstotni. To je tudi Evropska komisija je uvedla demografski portfolij in nazadnje, ko smo izvolili Evropsko komisijo, smo ustvarili pozicijo, ki se ukvarja z demografijo in z demokracijo. To je zelo zanimiva kombinacija teh vprašanj, hkrati pa je korak v pravo smer, ampak gre za prvi korak. Še vedno čakamo na pogumne odločitve in čakamo na evropski program, ki v ospredje postavlja družine. In zato, ker so razprave o prihodnosti Evrope, menim, da na 4. demografskem vrhu v Budimpešti imamo zelo pomembno nalogo in ta vrh sestavlja zelo pomemben delež te razprave. Mogoče tega nekateri ne prepoznajo, ampak to je najbolj pomembna razprava, ki poteka v Evropi v prihodnosti Evrope. Če pa se ozrem na svojo državo, lahko rečem, da lansko leto smo videli, da negativni demografski trend pomeni 47%, kar pomeni, da v primerjavi s 1950 lahko rečemo, da je bilo en otrok več. Te številke ne veljajo samo za Slovenijo, ampak tudi za druge države, tudi za države, ki so tudi danes prisotne na vrhu. V Nemčiji, na Finskem je rodnost negativna, kar pomeni, da več ljudi umre, kot se rodi otrok. Če pogledamo Portugalsko, Grčijo, vidimo, da upada število prebivalstva. In takrat, ko gospodarstvo upada od 1 do 5%, takrat takoj sklicujejo krizne sestanke. Ko pa gre za demografsko krizo in so demografske številke slabe, ne samo v zadnjih 4 letih, ampak v par 10 letih, tega pa nekako nihče ne opazi.
demografija in rodnost ne govori samo o gospodarstvu. Seveda gospodarstvo je izredno pomembno. Moramo povečati rast gospodarstva, zagotoviti boljše plače, hkrati pa rabimo tudi bolj pogumno družinsko politiko. Ne glede na to, moramo vedeti, moramo priznati, da danes gospodarske okoliščine so bistveno boljše kot pred 50 leti. In vemo tudi to, da tudi finance vplivajo na ustvarjanje družine, ampak to je samo delček slike. V Aziji, na Japonskem, v Južni Koreji, v Singapurju vidimo, da rodnost najnižja. Iz tega sledi, da ne moramo govoriti samo o gospodarskih okoliščinah, ampak tudi na vse vpliva tudi vodstvo države, vlada v posameznih državah. Tudi v Švici je rodnost zelo nizka, ne glede na to, da je GDP zelo visok. Med 27 članicami Evrope v 17 je umrljivost večja, kot je rodnost. Torej, zdaj o tem lahko govorimo v primeru 17 držav. V času pandemije pa smo videli, da nataliteta je bila še slabša. Spoštovane gospe in gospodje, voditelji naših držav moramo sami najti odgovor na velika vprašanja tega trenutka. In takrat, ko govorimo na evropski ravni o teh vprašanjih, ne smemo govoriti samo o kolesih, o energetskih vprašanjih, o podporah na teh področjih. To so seveda tudi zelo pomembna vprašanja, ampak vsa pomembna vprašanja moramo predebatirati in demografska vprašanja so med prioritetnimi vprašanji in bodo še ostali v naslednjih 10 letih. Dragi prijatelji, dragi Viktor, hvala lepa, da ste organizirali to zelo pomembno razstavo, ki je zelo pomembna tako glede prihodnosti našega kontinenta kot celega sveta. In hvala za vse podpornike, ki podpirajo ta cilj. Saj ni bolj pomembnega vprašanja, kot je naša sedanjost, naša prihodnost, in demografija govori o naši sedanjosti in o naši prihodnosti, o naših otrocih in o njihovih otrocih, o življenju, o družini, o vnukih, o veselju, o sreči in o ljubezni. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Bog naj vas blagoslovi.